Pred nami je predlog novele zakona o medijih, o katerem bi morali odločati že pred časom, a ga je koalicija zamaknila, najverjetneje zaradi velikega negativnega odziva z vseh strani ali kalkulacij v zvezi z volitvami. Najprej je stroka, poznavalci medijske krajine v Sloveniji, profesorji na fakulteti za družbene vede, novinarji in drugi, ki so podali zelo kritična mnenja na zakon. Zakon je bil sprejet na silvestrski večer na dopisni seji vlade, kar kaže na to, da si je vlada želela čim manj pozornosti. Razumemo tudi zakaj. Zakon je slab in bo prinesel bistveno poslabšanje medijske krajine, ki je že sedaj močno svetovno nazorsko neuravnotežena. Prisotna je medijska koncentracija, ki je ne bi smelo biti, če bi delovali regulatorji. Zakon pa prinaša še nepošteno sofinanciranje, saj praktično izloča lokalne in manjše medije. Kar 47 strani pripomb praktično na vsak člen je dala tudi Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora, a mnoge pripombe in napotki niso bili upoštevani. Med drugim je opozorila, da je eno od načel pravne države iz 2. člena Ustave načelo jasnosti in določnosti predpisov, kar prinaša pravno varnost. Ta pa zahteva, da iz besedila predpisa mogoče nedvoumno ugotoviti vsebino in namen norme. Zakon o medijih vsega tega ne prinaša. Še več, mnoge določbe pomembno odstopajo od dosedanje ureditve, ni pa bilo obrazloženo, zakaj se spreminjajo.